ponovno se nahajate na YouTube televiziji Om TV. Danes nadaljujemo ciklus spoznavanja stvarstva, stvarnika in to, kar je ustvarjeno. Danes bomo govorili o eni zelo pomembni temi. Koliko je dimenzij in v resnici ali obstaja neka vrsta nivojev, ki jih mi imenujemo dimenzije. Obstaja. Ko sem se pogovarjal s Svetim Sinom Božjim, sem ga vprašal, koliko je dimenzij. On je rekel, koliko imate števil. Jaz sem rekel 9 in eno relativno število 0. Rekel, točno, toliko je dimenzij. Ampak kako da jih spoznam? Enkrat v eni čudoviti meditaciji, ko sem se zares popolnoma izključil iz prostora, sem sledil Svetemu Sinu Božjemu in tudi me pripeljal do ene duše, enega umrlega kriminalca, ki je italijanskega porekla in ki je bil ubit v Chicagu v nekem kriminalnem obračunu. On si je silno želel postati neki mafijoz, šef mafije ali botar in ne vem kako oni vse to imajo. In si je ustvaril v področju četrte dimenzije svojo eno vizijo. Ampak pri tem bom pa povedal, da je prva dimenzija so kristali, druga dimenzija so rastline in živali, tretja dimenzija smo mi ljudje. To so materialne dimenzije, od četrte dimenzije se začenjajo nematerialne, torej dimenzije, ki niso z materialom obremenjene, s časom in prostorom. Torej, prva dimenzija so kristali, oni delajo steber vse te narave, vse skupaj držijo, da ne razpade, da se ne nevtralizira. Druga dimenzija so rastline in živali, one pravzaprav rastline nam dajejo kisik, živali nam pa dajo tudi hrano, na žalost, ni glih to povsem pravilno. No, v tretji dimenziji gospodarimo mi, zato pa mi lahko vidimo spodnji dve dimenziji in spodnji dve dimenziji lahko vidita tretjo, našo dimenzijo. V četrto dimenzijo, ki se sestoji mimogrede iz 3 delov, spodnjega, temačnega, srednjega, to je del pogovora, komunikacije brez direktne komunikacije z drugimi dušami, in to je v resnici nivo vzpenjanja duše v najvišji del svetleči oziroma svetlobni, ki potem odreši to dušo, ampak bom pa ponovil postopek. Ko človek umre, duša zapusti telo in odide. Ene duše grejo skozi središče zemlje, v kar verjamejo muslimani, ene duše pa odidejo navzgor v nebesa, kar verjamejo kristjani.
No, prava resnica, kar sem jaz poznal, je v resnici dobri ljudje, ki za svojega življenja umrejo, njihove duše odidejo v peto dimenzijo in kako gre skozi iz materialnega sveta v peto dimenzijo, da preskoči četrto, vhod je sonce. Vsa sonca so v resnici vhod v peto dimenzijo ali raj. Središče Zemlje oziroma središča planetov, ker so vsi planeti naseljeni, je vhod v četrto dimenzijo in je odvisno od bremena duš, kako pravzaprav so zadolžene in kje se morajo ustaviti. Ta spodnji del, ki je temačen del, je poln strahu, ognja, veliko trpljenja, žalosti in mučenja, dokler se duša ne odloči, da pogleda navzgor in vidi luč, in ko samo pomeni glej luč, jo ta luč posrka v središnji del četrte dimenzije, v kateri se znajde to, kako sem jaz to videl, jaz sem spremljal to dušo tega kriminalca. On je prišel v seveda nezaprt prostor, ker tam ni zaprtih prostorov, kot da je neka velikanska knjižnica, v kateri je nešteto knjig. On je vzel, oziroma ta duša tega kriminalca, ki zadržuje še vedno obliko materialnega telesa, vzame eno knjigo, odprejo in bere. Slišal sem, da bere na glas. Nisem pa razumel, kaj. Ampak nisem videl nikakršne pisave ali tiska. No, in sem pomislil, kaj bere, če nič ne piše. No, potem sem slišal glas Svetega Sina Božjega, ki mi je rekel: živi ne vidijo tega teksta. Ta tekst je samo za umrle. Tako mi je bilo jasno, zakaj ne vidim, kaj piše. On je prebiral to na glas in je obenem razmišljal o tem, kar je prebiral. Spominjal se je, kaj je grešil, koliko je grešil in seveda, ko je se naučil iz te knjige, je prestopil višji nivo četrte dimenzije v tretji nivo. To je nivo angelov brez kril. Kako sem jaz to videl? Kot da smo na oblakih in on je lepo prišel do enega malega kraterčka iz oblakov, porinil glavo v ta kraterček in sem ga slišal, ko govori: ne naredi tega, če narediš, to bo tako slabo, dej naredi tako, večkrat je ponavljal in potem je zavriskal od veselja. In v tem trenutku ga je posesala luč in ga je povlekla v peto dimenzijo ali raj. Zakaj ga je posesala luč? Zato, ker je uspel pomagati živečim. Namreč to so te osvobojene duše, so pomagale živečim sorodnikom ali prijateljem, nekim bližjim ali celo neznanim, ki so videli, da so v krizi in so jim svetovali, tako da ko je uspel pomagati, da je luč potegnila v peto dimenzijo. Peta dimenzija ali raj je absolutno dimenzija nedela. Tam se ne dela, ampak se izključno počiva. Zadnje, kar je mogel odpraviti iz materialnega sveta, je želja po hrani in pijači. Torej, ves namen tega potovanja je, da duša opusti
vse te materialne želje in da se spomne, kje so grešile in kaj je treba storiti, da bi te grehe počistili za sabo. No, on je želel enega velikega pečenega purana. Vi morda veste, da Američani za Božič ali za dan neodvisnosti pečejo ogromnega purana in to je prav svečano rezanje tega purana in se povabijo sorodniki, prijatelji. On je pa želel takega purana, ker očitno, da ga ni mogel privoščiti za vreme življenja. In ga ni rezal, ampak je trgal, prav trgal. V tem trenutku, ko je on to poželel, se je ustvaril ta puran, ampak v zlati barvi. In on je trgal tisto meso in polno usta in je prav pohlepno jedel to. No, potem je pa vzel kozarec vina, pa ga je spil in se je ustavil. Prenehal jesti, prenehal piti in je nekaj razmišljal. In sem prav z velikim zanimanjem opazoval, kaj bo naredil. Potem je vzel eno zrno grozdja, ki je tudi v zlati barvi, in tudi to vino je bilo sicer črno vino, rdeče, ampak tako bolj zlatasto je odsevala ta njegova barva. In je vzel zrno grozdja, dal ga v usta in potem je odrinil vse. In tega purana, in vino, in grozdje. In to je izginilo. Kaj je ugotovil? Vse je bilo istega okusa, istega vonja. In potem sploh ni več imel zanimanja za tem. To je zadnje, kar duša opusti po življenju v materialnem svetu. No, potem sem mislil, da se je zaključila to moje učenje in sledenje za to dušo, dočim sem videl, da iz zgornjega dela še ena nebesa, kakor da so, prihajajo eni čudovita bitja, oblečena v tenčicah, v glavnem so bile ženske, zato verjetno, ker sem moški, in so prihajali kot počasni posnetek, so prihajale k meni v mojo bližino. In sem jasno slišal, to so angeli, ampak nisem pa videl kril. Pa sem vprašal, zakaj nimajo krila? Prav zato, ker ti vidiš resnico. Šele potem sem jaz razmišljal o tem, da bi razumel. V resnici oni imajo dva naboja na hrbtni strani, angeli. En naboj, ki je obrnjen v levo, je ženska energija. En naboj, ki je obrnjen v desno, je moška energija in to izgleda kot žarki. In mnogi ljudje, ki pač niso duhovno dvignjeni, oni vidijo to kot krila. V resnici je to darilo stvarnika, angelov, in angel, gre pomagati ljudem. Vi veste, da so razna žegnanja, torej proslave svetnikov, zaščitnikov, in tudi ti angeli so posvečeni. Ko pomagajo ljudem, ta krila bolj pomagajo, bolj porabljajo to energijo, bolj se veča ta zaloga teh moške in ženske energije. In tako, da angel lahko preraste v nadangela. To je pa izjemno veliko mogočno bitje. Jaz sem videl nadangela Mihaela. In se mi je prikazal, to je bilo ogromno bitje. Seveda nobenih kril nisem videl pri njem. In potem sem prosil, da ti si tako ogromen, jaz nimam
sploh občutka, kako pravzaprav, koliko si velik. In potem mi prikaže eno sliko, kot da sedel je na zemlji, kot na enem malem stolčku s 3 nogami in glih tako smo sedeli na takih stolih. On je tako sedel. Torej, on je bil večji od zemlje, mnogo večji od zemlje in segel iz našega sončnega sistema. Torej, gromozansko bitje. Toplo, prijazno, ljubeče in nadvse modro. Tako sem jaz se učil in tako tudi prenašam na vas, zdaj tisti, ki pač ne verjamete to, kar govorim, v redu, imate pravico, da mislite, kar želite, tisti pa, ki dovolite sebi, da tako nenavadna stvar, ki jo govorim, je lahko resnična, prej ali slej se vam bo razodela in boste dobili potrdilo, da ne govorim neke izmišljene stvari ali da imam namen, da bi koga naokoli prinesel z informacijami. Dobili boste zanesljivo potrditev. No, ker ko je ta angel prerasel nad angela, sem mislil, da zdaj je konec, ampak sem prešel v še višjo dimenzijo ali 8., v katerem so bili neizmerljivo velika bitja. Sami nadangeli so ogromni, ampak to je pa bilo nepopisno veliko. Tako da vam ne morem niti približno predstaviti, kako so veliki. Oni se imenujejo mojstri. To je dimenzija tudi Svetega Sina Božjega in on edini lahko vstopi v 9. dimenzijo ali dimenzijo stvarstva, stvarnika. On lahko edini pride tam kadarkoli in po kakršnikoli svoji želji. In tam je stvarnik, ki ga imenujemo ali Bog, ali univerzum, ali kogarkoli, Allah ali še druga imena, da jih ne naštevam, je pač stvarnik. Tako sem spoznal, koliko je dimenzij in kakšna je hierarhija teh svetih bitij. Vse deluje skladno, torej od najvišjega nivoja 4. dimenzije do 9. je vse skladno, vse je pravočasno, idealno, harmonično, polno ljubezni, polno sreče in veselja. Ko sem potoval skozi te dimenzije, sem resnično čutil to. No, to so moje doživetja o 9 dimenzijah in potem sem želel spoznati, katera je relativna dimenzija ali 0. dimenzija in potem je Sveti Sin Božji peljal v vesolje. Prav tako gledal sem, kje so moje noge, sem hotel videti, ali potujem s telesom ali brez telesa in sem potoval brez teles, ker namesto nog sem imel neke iskrice. Smo leteli proti eni črni luknji. In smo se bližali tej luknji z veliko hitrostjo in smo vstopili v črno luknjo in potovali navzdol. Čedalje bolj temno je postajalo in sem čutil neverjeten strah pred hudičem. Bolj smo šli navzdol, bolj sem se bal. Pa prej nikoli se jaz tega nisem bal. In neizmeren hlad je bil v tej 0. dimenziji. Sveti Sin Božji me je tolažil, rekel, ne boj se, nihče te ne more videti, nihče te ne more prizadeti, ker te jaz varujem. Kljub temu sem podlegel svojemu strahu
in zbežal iz nulte dimenzije. Ampak sem se naučil tisto, kar je pa bilo potrebno. Žal nisem se naučil, kaj je strah, ampak sem se naučil nekaj, da v peklu ni ognja. Veste, to je moje videnje, to je moje doživetje. Ni treba, da to sprejmete, ampak v peklu ni ognja, pod nobenim pogojem. Ogenj se nahaja v 4. dimenziji, v spodnjem delu, v peklu ga ni. Strašen, neskončen mraz in strah pred hudičem, brez iskrice svetlobe. To je totalna tema, ki vas lahko silno prestraši, če jo lahko vidite. No, tako sem spoznal, kaj je tudi pekel in lahko prenesem to moje doživetje in delim z vami. Seveda tisti, ki to sprejmete. Sedaj vas pozdravljam. Mir z vami, Om An.